Jadralno padalstvo v svoji osnovi, v mojem mišljenju, ni nevarno, je 100%. Problem je, da smo mi nevarni. Naše odločitve, naše hotenje po nekem dokazovanju, po iskanju meje zmožnega nas peljejo v nesreče. Drugače, če mi upoštevamo to omejenost, da je to letalna naprava zelo krhke in mehke konstrukcije, upoštevamo vremenske pogoje, v katerih se to lahko izvaja. In če upoštevamo pač svojo izurjenost in nek svoj vpogled v dejavnost, je to lahko varno. Če pa prekoračimo te stvari, pa zadeva lahko rata zelo nevarna. Vlasta, ti bi tisto odrezek rada, saj jaz vem tam, ki je oči na sredi, ki je bil njegov portret. Jaz bom potem leti, da je pa polno. Ja, jaz mislim, da je tle pri meni, veš. Aha. Evo, točno. Aleš je bil silno previden človek. Torej, ne sem, da mislim, ampak da bi nekdo 20 let vodil odprave v najbolj nevarne stene sveta, pa vedno vse prijatelje pripeljal varne, žive in zdrave domov. To najbrž ni veliko takih vodij na svetu. Res pa je, da tudi njegovi prijatelji vsi, kako je bil strog na odpravi, kako ni smel nihče brez da bi se prepel, brez da bi, torej res taka v nevarnosti največja varnost. Jaz sem vedno vedela, da se ne bo neka nesreča zgodila zaradi neprevidnosti ali ne prezirane varnosti. To pri njemu ni bilo. No, tistega jutra, 2. novembra, 30 let je letos mineva, 84 leta, ga je Alešev prijatelj Toni Hibeler, to je zelo vrhunski avstrijski alpinist, ga je prosil, da naj ga spremlja v helikopterju, ker je on delal knjigo Alpe iz zraka. No, Aleš je seveda mu pomagal, organiziral helikopter, se pridružil njemu v helikopterju, sam niso se že vrnili. Ko sta pa Vlasta in Sandi začela še s tem podnebom letanje, je bilo za mene seveda to en nov svet, ki sem se ga že sama na sebi bala, ker ne vem, takrat so bili moderni zmaji, pa si slišal o tej in oni nesreči. Samo tako kot mama, ne moreš drugega, kot ti ptički letijo iz gnezda, jih ustaviti ne moreš, samo lepe želje za njimi pošiljaš, da bi bilo varno in da bi jim bilo lepo. Jadralno padalstvo je pri naju nekako vstopilo pravzaprav v kar vse pore življenja, ne? Ker naenkrat je postalo to ena pravzaprav ta glavna prostočasna dejavnost. Potem nekako čisto vzporedno, ker preprosto nisva imela denarja, da bi si kupila drugo padalo, je prišla ideja, da bi si ga pač sešila, naredila. Prvo padalo sva zašila že, tako je Vlasta povedala, silom razmer. Potem je bilo to še nekaj teh padal, vse smo jih sešili kar na bagatici, to je ta mašina, ki jih imajo ponavadi v gospodinstvih. In iz tega je pač zelo kmalu prišla potreba potem, da sva ustanovila podjetje, ki se je začelo s tem ukvarjati, z izdelavo jadralnih padal. Ker smo bili med začetniki, je nekako po eni čisto naravni poti smo začeli pač druge jadralne padalce tudi šolati, ustanovili šolo. Vsi slište? Dobro.
samo jadralno padalstvo se je pojavilo v gorah, začelo se je spuščanje. Potem je bil cilj, da štartaš na gori in letiš čim dlje. In to je tudi osnovni cilj jadralnega padalstva kot takega. V zadnjem času se pa ta gorsko letenje spet pojavlja, ampak bolj v tujini ga uporabljajo kot hack and fly in je namenjeno ljudem, ki imajo tudi tako radi hribe, da jih doživljajo skozi hojo, skozi vzpon in jim je padalo potem samo za spust. Bojan pa Aleš, kar nadaljujete takole nad pobočjem, sta v redu in delata osmice o pobočju do višine, s katere boste lahko naredila pristajalni manever. Dobro. Še kamer nismo šli, že zamujaš. Ja, sorry, na cesti. Zdravo. Sandi, tole sem ti še prinesel, zadnjič sem malo strgal tam avga. Spet sem ga zapel. Bolj pogledala. To bomo bolj pogledali. Kje si to naredil? Mazanč, v hribih na skalah spet, klasika. Hvala za čajčka, ki ste nam prišli. Sem jedel špršel, ne? Jaz sem gledal, no zdaj kaj, vse smo se pogovarjali, kam bi lahko šli, no pa mogoče, ker si zadnjič predlagal ta pic boje, me še enkrat slikce pogledal, no zgleda super, no gor. Kako je drugače Kleja, je dobro za štartiti gor na pic boje? Ja, jaz sem pozim leto večkrat, ne, in pozim praktično ni problema, ker imaš vse zasneženo. Zdaj polet pa lahko, da bo šotor, ne. Ja, nekaj čez 300 € je noč, no. Sam še vsem cenej, kot pa če gremo v Julice, pa 500 €, mislim, da je pristank, pa 500 vzlet. Če te dobijo. Če te dobijo, ja, no, ampak vse ne cenej, da se v Italijo odpeljemo. Odpravo na Trisul, mislim, da si je v osnovi zamislil Vanja Matevc. Nekako sta pod tisto osnovno organizacijo in se skupaj speljala z Ladom Vidmarjem in so pač naju s Sandijem takrat povabili zraven. Osnovni načrt oziroma plan te odprave je bil preplezati prvenstveno smer prek zahodne stene Trisula 1, to je najvišji od 3 Trisulov. Poleg tega opraviti prečenje vseh 3 vrhov Trisula, opraviti spust s turnimi smučmi in potem, ko so povabili še naju zraven, seveda opraviti tudi polet z jadralnim padalom z vrha. Tako da načrti so bili hudo ambiciozni. Odprava na Trisul je bila za mene ena ogromna primerjava Trisul 60 Alešev, pa Trisul 87 od hčere Pazeta. Torej, vsi tisti, ki smo doživeli Trisul 60, ga ne bomo nikoli pozabili. Takrat je cela Jugoslavija vedela, da grejo naši prvi Himalajci in to je bil vse tovarne so bile počaščene, najboljši izvodi za naše Himalajce in ko so prišli, je bila cela Ljubljana na cesti in to je bil narodni dogodek. Takrat so bili od leta 60 naši Himalajci, himalajski začetniki, ki so začeli 100 let za drugimi narodi. Leta 87 je bil slovenski alpinizem že v svetovni špici in je šel že korak naprej. Recimo, Aleš bi najbrž čudno gledal takrat, ki je na Trisulu, 2 pa 3 je napisal tudi, sem gledal v globine zahodne stene in ga je bilo strah, pa je bil res takrat vrhunski alpinizem. Da bo njegova hčera nekega dne ravno to isto steno s prijatelji preplezala, pa ne samo to, da bojo potem še v eno novi dobi, bomo rekli, ko greš iz vrha ne več z nogami, ampak z padalom. Najbrž bi se mu takrat čudno zdelo, ampak vse se je srečno končalo. Ja, za mene je bil ta polet iz Trisula v bistvu stvar, ki sem jo v mislih ponavljal in nekako doživljal tudi že pred, ko da ni bilo nekih presenečenj, edino kar malo sem se bal, vsi so obljubljali, da na tej višini rabiš ne vem kakšno veliko vzletno hitrost,
kar se je izkazalo, da tudi fizika in fiziki ne znajo se izračunati. Poletela sva dobesedno zelo elegantno, z lahkoto, res da je padalo nekoliko potonilo zaradi tega zraka. Čim let je bil v tistih pogojih zelo miren. Torej, razlika v letenju na različnih alpskih področjih je seveda, da letenje je enako, letenje je letenje. Gre pa za to kuliso, ki te obdaja. V Alpah, v Dolomitih, tukaj gre za neke dimenzije, ki so kaj do 3-4 tisoč metrov visoke gore. To se pa popolnoma podre v Himalaji. Tam dejansko nekako občutiš to majhnost ob teh blazno velikih masivih gora in tudi perspektiva je. Mi smo vajeni, da znamo ocenjevati, kaj je do 2000-3000 metrov vrhove, tam se to vse podre in tudi nimaš občutka na začetku, dokler se nekako ne zniveliraš. In na koncu, ko sem pristal, sem se zelo zavedal, da v tistem momentu je bilo to sigurno najlažje in najbolj varen način, kako se stopiti v dolino. Takrat je pravzaprav pri tistem spustu, ki sva ga midva s Sandijem opazovala z ledenika, ki sva jim šla nasprot, je prišlo še do ene nesreče, ko se je na šparjatu čopek padel pravzaprav ne 200 metrov čez ene skalnate pragove, ki jih je spregledal v temi. Tako da se je ta lep in vesel vzpon bi se pravzaprav lahko zelo žalostno končal. V končni fazi se je končalo relativno srečno, če odštejemo čopkov boleč transport v dolino pa operacijo v domovini. Gregor, kje pridemo zdaj? Iz Arabe pridemo, ne? Čez Arabo. Še dole bomo gremo na Nadvos. Moramo ven hoditi, leteti, zato ker nas doma preganjajo. Jaz hodim v Julice že 30 let, pa nimam nobenega problema s Triglavskim parkom. Pač letiš, a ne? Se včasih niti ni bilo prepovedano. Ne, to dokler ni bil tale zakon sprejet o Triglavskem parku, za neko, to že ne 3 leta nazaj, 4, ne vem. Od 2010 naprej. 2010, no, to je 4 leta, ja. Prej to je bilo to, ni nihče imel kakšnih pomislekov ali pa prepovedi. No, pri obravnavanju te, bi rekel, zračne rekreacije je gotovo treba poudariti razliko med jadralnim padalstvom in pa med turnim jadralnim padalstvom, kjer grejo padalci kot planinci na neko izpostavljeno točko in potem se ne vrnejo peš nazaj, ampak se spustijo s padalom v dolino. In zato so praviloma te vzletne točke vse na najvišjih vrhovih. Najvišji vrhovi so pa v prvem varstvenem območju, ki je po zakonu o Triglavskem narodnem parku namenjeno naravnemu razvoju in kjer skušamo čim bolj omejiti človekovo delovanje. Glede na to, da nas je pa na eno roko se prišteje, koliko nas hodi v Julice leta, mislim, da ni tole noben problem. Nekega ogrožanja, ne kašenega. Zato se tudi meni na umen zdi, v bistvu vse skupaj neki ljudi, 10, ki hodimo, pa so vse skozi eni problemi. Za ostale stvari, ki imajo pa veliko večji vpliv, pa
se pa kar dopušča ali pa namenoma spregleda, se človek ne ve, kaj je res. Ko padalec pride v bližino ali pa v vidno polje živali, jih to praviloma vznemiri. In zato se morajo potem premikati, umikati. Generalno zdaj, kot stroka trdi, je bolj naklonjena tej razlagi, da višje leteči padalci imajo manjši vpliv kot ti z elementom presenečenja. Jaz sem letel in že z orlom skupaj in z gamsi. V bistvu sem v Dolomitih sem v zgodbo tako, da sem bežal jaz pred gamsi, ker so proti meni začeli hoditi na eni strmini in potem sem bil tisti, ki je zagrabil, padal pa bežal stran, ker sem imel občutek, da me bodo zrinili dol iz trave. Z orlom sem pa tlele v Julicih letel, me je gledal prav srepo, kaj pa se ti tlele greš neko letenje, veš, ti boš, Vzim pa normalno, če vidim neke gamse, da so nekje v neki gruči in letim jih nima, se obrnem stran. V končni fazi smo vsi hribovci, alpinisti, ali smo že prej v hribe hodili, imamo nek odnos do tega, vemo, da jih pač ne moreš plašiti, da si jim rajši izogneš. Srečo vsak. Da bo res povedal. Z jadralnim padalstvom sem se začel ukvarjati leta 1986. To je v času, ko se je ta dejavnost začela pojavljati tudi v Evropi. Predhodno sem jaz tudi skakal z aviona, torej klasično padalstvo. In tako so pač neko plezanje v Franciji, sva z vlastno videla, kako se ljudje spuščajo iz hribov s temi, takrat še z normalnimi padali, namenjenimi za skoke iz letala. In je prišla ideja, da bi tudi pač mi to počeli in nekako smo potem zelo hmalo, nekje tudi prvi tle v Sloveniji sva začela prakticirati to. Samo začetek je pa seveda bil spuščanje iz hribov in nekje je bilo to najbližje v tistem času alpinistom, gorohodcem, ljudem, ki so že tako in tako hodili v gore in so se potem na ta način še dodali neko novo dimenzijo hoji spusta, torej po zemlji gor, po zraku dol. Evo ga. Tukaj, ne? Ta je rdeče melišče tam. Lepo. Tam ne bo v redu. Prostora je dovolj za vse, da lahko naenkrat odletimo. Isto videlo se je od koče. In pa letimo odkle kam zdaj? Notri v grabnem programu, pa Ob stenah je lepo, tam okrog, pa čiske na ono stran, pa prkoli rodeli pa pa. rodela pa dol v KNC. Ko se z eno dejavnostjo pravzaprav tako intenzivno ukvarjaš in ko ti pravzaprav kar naenkrat zajame večji del prostega in delovnega časa, potem nekako nujno tudi pri družini sledi tako. Tako da, ko sta že sinova pač toliko velika, jaz sploh starejši, me pač tudi to všeč, tako da jaz osebno bi težko rekla, da sem tega zelo vesela, ker kljub samo gre za eno dejavnost, ki nosi nekaj objektivnih še veliko več pa subjektivnih nevarnosti. To so stvari, ki so nekako se zgodile po eni naravni poti, tako je pač šlo. Kje bomo kje not štrtali? V redu, no. Malo se pa temo, si nemamo pa se tamle.
to sem Sandiju rekel, da Je pejvo tjel. Na on grbenček pa. Kaj je, no fantje, jaz bi šel kaj. Jaz osebno bi šel kaj, ne res. bo tak zikar star. Ker ko se prvič tele na 3 ure, to še malo manj drži kot drugače. Ja, veš, malo tandem, ne, Eno četrtino je že manj taka, ne. Ja, Če na 5 polovice, ne. ja. Tole ni za tandema, fantje, definitivno. Dajmo pevamo mi lepo tja. Pejmo tja, če bo, brez veze, ne. A ti vidiš do doline, ali je že pokrita z meglo? Ta trenutek ni nobene megle v dolini, ampak se pa spreminja, ne? Hvala, bomo probali, če bo šlo, bomo čez 15 minut v zraku, drugače gremo pa malo nižje. Stop! Aha, sorry. Ok, v redu? Stoj! Ja, v glavnem, veter ni v redu, pogoji tukaj za štartati niso v redu, tako da je to, ne, tukaj se ne da danes varno to narediti. Ja, pa dalo se je zapleto tukaj v kamne, tako da se ni dalo štartati in če bi lepo gor pihali, bi to šlo, takole pa ne gre, ne, tako da bomo zdaj kar pospravili, pa bomo šli. Lotili smo se tega kot največji abrvezniki. Lep vreme, mi pa na kavo še iti slikati. In bomo šli pa peš dol. Smo se preveč obirali. Nikdar ne moreš se otresti strahu. To je čisto nesmiselno misliti, pa če se še tako korajžnega delaš ali kakorkoli, si srečen takrat, ko jo spet vidiš in slišiš in veš, da je spet doma. Da je to recimo mene spremljalo, še danes se treseš, ko zdaj pa že vnuki letijo po zraku. Če gre za letenje, padalstvo ali alpinizem ali karkoli drugega, je strah isti. Nevarnost je samo drugačna. Zdaj samo skozi želiš, a je dovolj previdena, a zna oceniti nevarnost. Zdaj, ko so vnuki na tem, spet vidiš tistega mladeniča, ki ravno mladost je najbolj nevarna, ko je preveč korajžna, bomo rekli. Samo skozi si pa sam želiš, pa dobre želje pošiljaš, pa verjameš, da dobre želje pomagajo. Ja. Veter je zaenkrat še rahlo gor, da se tukaj ne bo nič nikamor zahakalo, se bo dalo tukaj odleteti. Treba kaj pohititi.
razlog, zakaj se nekdo ukvarja z neko dejavnostjo, se verjetno, če se ukvarja dlje časa, tudi ta razlog se najbrž menjava. In v začetku je bil v spredju sigurno iskanje neke samopotrditve, iskanje neke samopodobe v tem okviru letenja, ker okolica na letenje vedno gleda tako malo kot nekaj posebnega, nekaj herojskega. Zdaj s časom je pa seveda to ratalo drugače. Zdaj se mi gre za to, da se z hojo v hribe zrekreiram, da sem v nekem lepem okolju, ki ga že celo življenje nekako iščem in ga osvajam z pohodi. In ne gre več za neko dokazovanje, ker dejansko letenje samo je danes ratalo nekaj vsakdanjega. In gre tukaj predvsem za nek estetski užitek, biti v zraku, gledati naravo navzdol, pa ponovadi to isto naravo, ko si jo prej gledal, ko si hodil gor. In vsa poanta je v tem, v ponavljanju spuščanja in dviganja na hrib. In zdaj seveda, če pa malo menjamo okolje, da Dolomiti, Julijci, Karavanke, mogoče še kam drugam, je pa to bolj zanimivo. Ponovadi sem zadovoljen tudi s temi okoliškimi nižjimi hribi, samo da vsak dan to dobim. In to je to.